Vaše sodelovanje je ključnega pomena za krepitev prepoznavnosti znakovnega jezika in njegovo vključevanje v družbeni prostor. Glasovanje za kretnjo leta je potekalo preko spletne ankete na platformi Enka in sicer od 2. decembra 2024 do 6. januarja 2025. Med nominiranimi kretnjami so bile umetna inteligenca, Trump, Gaza, Palestina, Mir in Mastercard. Kretnja leta, ki je pridružena akciji Beseda leta, ima izjemen pomen za slovenski znakovni jezik. Tako kot so besede bistvene za sporazumevanje slišečih, so kretnje bistvene za sporazumevanje gluhih. Kretnja leta postane tista kretnja, ki je po vašem najbolj zaznamovala preteklo leto. Na tretje mesto se je s 23% glasov uvrstila kretnja za Mastercard. Država kljub vpisu znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije še vedno ni uredila sistemskega vira financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika. Mastercard je prepoznal veliko stisko gluhih in zelo skromen besedni zaklad v kretnjah ter z iniciativo prispevajkretno.si v letu 2024 pripomogel k ozaveščanju javnosti in veliki podpori k razvoju slovenskega znakovnega jezika. Zaradi tega se je razvila posebna kretnja tudi za Mastercard. Drugo mesto je s 25% glasov zasedla kretnja za umetno inteligenco. Ta tema je bila v letu 2024 pogosto v ospredju razprav, saj so se razvijale nove tehnologije in postavljala vprašanja o prihodnosti ter etiki umetne inteligence. In končno, z veseljem oznanjam, da je kretnja leta 2024 s 33% glasov postala kretnja za mir. Kretnja leta se izbira že od leta 2019. Tistega leta je bila kretnja leta Ustava, leta 2020 koronavirus, leta 2021 PCT, leta 2022 Vse je v naših rokah in v letu 2023 Solidarnost. Letošnji izbor je pritegnil veliko zanimanja, saj je glasovalo rekordno število. Tako kot je za besedo leta glasovalo rekordno število Slovencev, je tudi letos za kretnjo leta glasovalo rekordno število. Bilo je kar izenačeno pravzaprav, zmagala je sicer beseda mir, po drugi strani pa veseli, da pa se je na drugem mestu pojavila kretnja umetna inteligenca, kar kaže na to, da tudi osebe z izgubo sluha, gluhi, razumejo, kaj je inteligenca umetna in da ji verjetno tudi vedno bolj sledijo in da je postala tudi del njihovega vsakodnevnega življenja. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je že 9. leto zapored izpeljalo akcijo Beseda leta. Ponavadi rečemo, da je beseda leta ilustracija. Sličica, ki nas bo čez 20, 30, 50 let spomnila, na kaj je bilo letos tema pogovorov, kaj se je v tem letu spremenilo, česa smo se na novo naučili. Če pomislimo nazaj, PCT je bila beseda, ki je bila v enem zelo posebnem letu značilna. In tako nekako si želimo tudi vsako leto, da bi beseda leta in ostale kandidatke, da bi nekako nas čez leta spomnili, aha, to je bilo pa tisto leto, ko smo govorili o tem. Lansko leto je v izboru besede leta sodelovalo 4228 glasov, v letu 2024 pa 6210 glasov. Najmanj glasov je dobila beseda komisarka. Največ pa genocid. To je beseda, ki je izbrana, da se o njej pogovarjamo.
prejela 3-krat več glasov kot tista, ki je sledila. Se pravi, da res močno občutimo, da je to beseda, o kateri je treba govoriti. Malo tudi tisti občutek nemoči, ko sedimo doma in gledamo, kaj se dogaja, pa ne moremo nič storiti. Največ, kar lahko storimo, je to, da pritisnemo en like in oddamo en glas. Pa naj se vsaj to nekje pozna. Torej, beseda leta, genocid, je tujka, ki je tvorjena iz 2 latinskih besed, genus, rod ali ljudstvo, in glagola occidere, ki pomeni ubiti. To se pravi, gre torej za pomor nekega celega rodu ali nekega celega ljudstva. K sreči ali pa na žalost se vse teže te besede zavedamo čisto zares šele danes. Antična ljudstva niso imela koncepta genocida. Raba te besede v vseh možnih občilih je skokovito narasla. Druge besede, ki so bile še v izboru, so bojler, brutalno, dvoživka, hibridno delo, kajtanje, komisarka, odklop, omrežnina, učitelj in zet. Genocid, omrežnina, dvoživka, učitelji, to so bile tiste besede, ki so dobile največ glasov. To ni tekmovanje, ne gre za to, katera beseda je najbolj pomembna, kaj je najpomembnejše, gre samo za to, kako bi ilustrirali to leto. Besede, ki smo jih dosti uporabljali, so bile omrežnina, ki nas je kar zadela seveda, pa dvoživke, kar je ena taka specifična slovenska raba te besede za zdravnike, ki delajo malo tu in malo tam. In s to besedo smo in ste opozorili na probleme v slovenskem zdravstvu. Ni me presenetila, da smo Slovenci izbrali za besedo leta genocid. Po eni strani je to tudi dobro, saj kot Slovenija, kot država nagovarjamo nekaj, kar svet pravzaprav niti ne želi tega izusiti na ves glas. In ne bo to sporočilo za svet, da pravzaprav genocid se dogaja in da je ta beseda pravzaprav nosi eno zelo globoko sporočilo. Po drugi strani me pa zelo veseli, da pa so gluhi Slovenci pa izbrali bolj pozitivno besedo, sicer z kretnjo mir, da si želimo mir, želimo si umirjenost, in ker sta kretni mir in umirjenost zelo podobni, pravzaprav govorimo ne samo o miru sveta, ampak tudi v miru v samem človeku. V prejšnjih letih so bile besede leta begunec, evropski prvaki, čebela, podnebje, karantena, PCT, gasilec in ujma. Novotvorenka letošnjega leta je postala preturizem. Na letošnji prireditvi besede in kretne leta pa se je rodila nova ideja, in sicer mi v sklopu razvoja znakovnega jezika tudi ustvarjamo nove in nove kretnje. Tako da razmišljamo, in morda nam bo tudi uspelo v naslednjem letu razglasiti tudi novotvorjenko v znakovnem jeziku, ki je pravzaprav danes že bila med kretnimi leta, kot je umetna inteligenca. Kot je doktorica Simona Klemenčič poudarila v predstavitvi besede leta in enako velja za kretnjo leta, se znova in znova izkaže, da Slovenci glasujemo s srcem. Za konec vam želimo, da bo v letu 2025 čim pogosteje opisovala vaše stanje in občutke kretnja za mir.